Na dražbi so že drugič neuspešno prodajali samostan Studenice. Mariborski mestni svetniki so se izognili razpravi o sredstvih za festival Lent. Ulice in trge Ptuja so napolnili prodajalci in kupci domače obrti in izdelkov. Pozdravljeni. Dražbe zastavljenih nepremičnin mariborske nadškofije se nadaljujejo, a kot kaže, ne zanimajo nikogar. Tudi današnja, že druga dražba samostana Studenice se je končala brez kupcev. Banke, ki jim nadškofija dolguje najmanj 27 milijonov evrov, bodo tako na poplačilo morale še počakati. Vprašanje pa je, koliko bodo z dražbami sploh še iztržile, saj so cene vsakič nižje. Tudi druga dražba samostana Studenice se je končala že po 5 minutah. Kupca za dominikanski samostan iz 13. stoletja za sicer že znižano ceno. Na prvi dražbi so ga ponujali za dobrega pol milijona evrov, zdaj pa za 350 tisoč ni bilo. Župan občine Poljčane, kamor ta biser spada, pravi, da se njihovo zanimanje za nakup začne pri ceni pod 200 tisoč evrov. Takrat bi začeli resno razmišljati o tem, kaj sploh s tem samostanom narediti. Torej, katere vsebine plasirati v to samostansko obzidje. V začetku pa vemo, da je to dejansko jama brez dna. A prav s to luknjo je banka Unicredit zavarovala 12-milijonsko posojilo, ki ga je dala nadškofiji leta 2009. Ta je samostanom sicer imela velike načrte. Obnavljali so ga več let, v njem pa naj bi uredili prestižen dom za ostarele, vendar so dela ostala nedokončana. Bi mogel začeti obratovati samostan, delovati v letu 2010, ampak se je žal zgodil ta bankrot. Domačinom ni vseeno, v kakšne roke bo šla stavba. V njej pripravljajo odmevne prireditve, od koncertov do živih jaslic. Se bojim, da bi kdo prišel pred samostan in zaprl ta vrata, ne? Iskanje kupca se bo najverjetneje nadaljevalo s tretjo dražbo, ko bodo Studenice ponujali po polovični ceni. Sicer pa se bo razprodaja zaplenjenega premoženja nadaljevala maja, ko bodo kar 4 dražbe. Med drugim bodo prvič ponujali tudi cerkev v Košakih pri Mariboru. Že prejšnji teden smo poročali o negotovi usodi največjega festivala v Sloveniji, festivala Lent. Organizatorju, Narodnemu domu Maribor, kjer imajo program sicer pripravljen, namreč primanjkuje denarja za izvedbo, na kar ustanovitelja, mestno občino Maribor, opozarjajo že od februarja. Mestni svetniki pa sinoči o dodatnem financiranju festivala niso želeli razpravljati. Usoda festivala visi na nitki tudi zato, ker bi morali v tem tednu podpisati pogodbe z nastopajočimi in drugimi izvajalci. Več v novicah ob 20. Epilog na okrožnem sodišču v Mariboru pa bo kmalu dobila družinska tragedija, ki se je zgodila avgusta lani v Ihovi pri Benediktu. 45-letni Bogdan Kraner je s kuhinjskim nožem do smrti zabodel svojega 50-letnega polbrata in 70-letno mater. Danes je pred sodnico dejanje obžaloval, se skliceval na neprištevnost in prosil za milejšo kazen. Tožilstvo je v sklepnih besedah za obdolženega predlagalo 27 let zapora. Sodišče bo svojo odločitev sporočilo v petek. Zdaj pa k drugim temam. Premierka Alenka Bratušek in finančni minister Uroš Čufer sta v Londonu britanskim vlagateljem orisala potek reform v Sloveniji in proces privatizacije. Aktivnosti sta predstavljala tudi predstavnika družbe za upravljanje terjatev bank in Soda. Po prvih odzivih so bili udeleženci okrogle mize z napredkom Slovenije zadovoljni. Poglejmo še druge domače novice. V nadaljevanju redne seje so poslanci danes obravnavali predlog novele zakona o trošarinah, ki je del ukrepov za nadomestitev proračunskega izpada po razveljavitvi nepremičninskega davka. Zvišali naj bi trošarine za tobak in tobačne izdelke ter tako pridobili dodatnih 14 milijonov evrov, sicer pa letno dobrih 25 milijonov evrov. Predlagana je tudi ukinitev olajšav za biogorivo. Poslanci sprejemajo tudi prenovljen zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta med drugim preureja osebno dopolnilno delo, pri katerem bi se socialni prispevki plačevali po sistemu vrednotnice. Odbor za kulturo je začel obravnavati odlok o razpisu referenduma o arhivski noveli, a je sejo po 1 uri zaradi seje Državnega zbora prekinil. Potem, ko je Ustavno sodišče razveljavilo prejšnji odlok, po katerem bi bil referendum 4. maja, novi odlok za datum referenduma predvideva 25. maj, sicer tudi dan evropskih volitev.
Člani odbora iz strank PS, SD in Desus pa so z 2 dopolniloma predlagali, da bi referendum izvedli 2 tedna pozneje, 8. junija, roki za volilna opravila pa bi začeli teči 28. aprila. Predsednica inšpekcijskega sveta Andrejka Grlič med največjimi težavami inšpekcij v Sloveniji našteva pomanjkanje zavedanja o vlogi inšpekcij, pogosto pomanjkanje posluha pri ministrstvih in nezavezujoče sklepe inšpekcijskega sveta. Želijo tudi spremembo miselnosti o inšpekcijah, ki pa po ocenah Grličeve potrebujejo celovito reformo. Za letos so cilji inšpekcijskega sveta poenotenje informacijske podpore, deregulacija posameznih področij in tudi upoštevanje priporočil posameznih inšpektoratov v postopkih sprejemanja novih predpisov. Danes zgoduje sveti Jurij, mučenec in tudi zavetnik najstarejšega slovenskega mesta Ptuja, kjer prav na današnji dan že desetletja pripravljajo Jurijev sejem. Na mestnih ulicah in trgih se je tokrat zbralo okrog 150 izdelovalcev in prodajalcev izdelkov domače obrti ter drugega blaga iz vse Slovenije. Gospod Janko, rojen Ptujčan, že 40 let živi v Mariboru. Več kot desetletje se v svoj rodni kraj rado vrača tudi na dan Jurijevega sejma. Prodaja starine, še posebej je ponosen na svoja kolesa. Hodnik je to moj, mislim, hobi, pa ljudmi, da se združim tudi. Z ljudmi tukaj, da se malo med sabo srečujemo, kakšne zadeve menjujemo. Sejmi so bili v srednjem veku pomembna oblika trgovskega poslovanja. V mesto so pritegnili ljudi od blizu in daleč. Danes jih večinoma obiščejo le domačini in okoliški prebivalci. Da se nekaj dogaja in da je druženje ljudi, se kaj pogovorimo, kaj novega zvemo. Metljamo kupli. To mora biti pri hiši. To je tako gospodija. Zato na sejmu ne gre brez ribniške suhe robe. Gospod Ludvik na Ptuj prihaja že pol stoletja. Z nostalgijo se spominja starih časov. Tuk se je spremenilo, ko je Tito živel, sem jaz na Rimu. Zdaj, ko so pa te barabe ljubljanske, nimam pa nič. Jurijev sejem odpre sezono 3 tradicionalnih sejmov na Ptuju. 5. avgusta tako pripravijo Ožbaltov sejem, 25. novembra pa še Katarinинega, ko trgujejo predvsem z rabljenim blagom. Na mariborski lesarski šoli pa so danes pripravili nogometni turnir Dobri asi. Tekmovanje je bilo namenjeno otrokom in mladostnikom z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki živijo v mladinskih domovih. Otroci so bili nad turnirjem navdušeni. V telovadnici lesarske šole se je pomerilo 6 ekip iz vse Slovenije. Tekmovalnega duha med otroki ni manjkalo. Mogoče že tekem igrali, do zdaj pa koliko ste zmagali? Enih 5 tekem, pa ena je zanačena, drugo zmagano. Kako se vam zdi mogoče ta turnir tukaj prvič so ga organizirali? Super, da so neki organizirali. Ne? V redu, no. Sam malo začakati, ko drugi igrajo, pa se malo dolgočasi. Ko pa priješ na igrišče, pa pač da svoje iz sebe. Z igri smo ful zadovoljni, 2 smo trenutno zmagali, eno pa neodločeno špilali. Zdaj pa imamo eno tekmo proti, ko imamo Veržeja. Kako pa so kaj ostali fantje? Dobro igrajo? Ja, dobro igrajo, ja. Tokrat so se otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju na nogometnem turnirju pomerili prvič. V prihodnje bo zagotovo še kakšen, so obljubili organizatorji, ki želijo med otroki povečati zanimanje za šport. V teh dejavnosti pač otroci nekako krepijo svojo samopodobo, se izkažejo, pokažejo, kaj znajo, kaj zmorejo, česa so sposobni. V domu Antona Skale v Mariboru prebiva 60 varovancev. Ponujajo jim intenzivno učno pomoč in svetovanje. Vključeni pa so tudi v številne interesne dejavnosti. Na voljo imajo tudi plavanje, borilne veščine, kolesarjenje in pohodništvo. Tudi za gasilce, ki se usposabljajo za svoje poslanstvo, so izrednega pomena praktične vaje, ko lahko teoretično znanje uporabijo na terenu. Konec tedna je tako 40 gasilcev iz različnih mariborskih društev uspešno izvedlo simulirano intervencijo. V zapuščenih prostorih nekdanje mariborske kaznilnice, tik ob nakupovalnem središču, je zagorelo. V stavbi je bilo ob tem nekaj oseb. Gasilci so brž organizirali reševalno akcijo in omejili ogenj. K sreči je bila tokrat tole vaja. Naša vaja vedno izhaja iz takih taktičnih nastopov, kot
ki so realistični. Ja, mi smo predpostavljali, da gre v enem objektu, večnadstropnem objektu za požar v prvem nadstropju in posledično smo zavajali notranje napade prek lestve, se pravi vstop prek lestve in pa napade prek stopnišča. Ene take klasične napade gasilske. Usposobljamo gasilca za tiste osnovne taktične naloge. Se pravi, to je tisti začetni tečaj, prvi tečaj, v bistvu pa s tem tečajem, ko ga uspešno kandidat opravi, dobi dovoljenje za odhod na pravo požarno ali drugačno intervencijo. Za takšne naloge so se ti bodoči prostovoljni gasilci večkrat tedensko usposabljali od januarja. Mislim, da enih 6-7 krat se dobili tukaj in v bistvu čez dan izvajali razne taktične namišljene postopke, ki jih lahko v bistvu doletijo na realni intervenciji. Zadnje čase je zanimanje za gasilstvo precejšnje tudi med ženskami. Dokazale so, da se lahko povsem kosajo z moškimi kolegi. Kaj vam je bilo pa recimo težko pri tem učenju? Mogoče na začetku tudi cevi pa to polaganje, ker nisem imela izkušenj, ampak drugače pa ni nič kaj takšnega, kaj se ne bi dalo narediti. Preden pa bodo lahko sodelovali pri intervencijah, jih v teh dneh čakajo še izpiti iz različnih strokovnih predmetov. Pri kulturi smo. V galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor so pripravili tradicionalno razstavo del 7 nagrajenih akademskih slikarjev in kiparjev, tudi članov društva. Razstava bo na ogled do 3. maja. 5 nagrad in 2 posebni pohvali Društva likovnih umetnikov Maribor v ospredje postavljata 7 likovnikov, ki na tradicionalni razstavi nagrajenih avtorjev predstavljajo svoja nova dela. Umetniki različnih generacij in slikarskih tradicij se tokrat v večji meri posvečajo motiviki narave, krajini, vedutam, kot neposrednim ali prikritim odsevom okoljske in družbene problematike. Zanimivo je, kako umetniki doživljajo naravo, vsak po svoje, z tisto občutljivostjo, senzibilnostjo meditativnega doživljanja po eni strani, po drugi strani pa tistega strahu, da bo narava uničena in da človek samem v sebi korenine žaga dobesedno. Ludvik Pandur razstavlja slike iz novega cikla Lebdeče sanje v umetnikovem prepoznavnem neobaročnem slogu. Veliki tabelni formati s poudarjenimi človeškimi figurami so dela Gregorja Pratnikerja. Lucija Stramec razvija najnovejši cikel Vrtna slad z aluzijo na Hieronima Boša. Marjan Mirt je kipar, ki je z novimi deli najbolj radikalno posegal v svojo tradicijo oblikovanja. Zmeraj presenetljiva in duhovita so dela kiparke Metke Kavčič, ki nadgrajuje ciklus pločevinastih čipk. Posebni pohvali za izjemnost interpretacije likovne motivike sta tokrat prijela slikar Matjaž Duh in Marjan Jelenc, ki se dotika vprašanj človeka, umetnika in njegove nemoči v svetu kapitalizma in izgubljenih vrednot. Razstava nagrajenih slikarjev bo gostovala v galeriji La Roggia, s katero Društvo likovnih umetnikov Maribor sodeluje več let. Še šport. Po 10 tekmah v košarkarski prvi A ligi za obstanek so igralci Maribora in Slovana kot edini izmed 12 prvoligašev končali sezono. Zadovoljnejši so lahko prvi, saj so si zagotovili igranje v najvišjem slovenskem razredu tudi v naslednji sezoni. Slovanovce, ki so neposredno izpadli v drugo slovensko ligo, bodo med prvoligaši nadomestili košarkarji iz Šenčurja. V dodatnih prvoligaških kvalifikacijah bosta sodelovala Elektra in Tajfun, medtem ko sta se Grosuplje in Portorož uvrstila v končnico osmerice, ki bo odločala o državnem prvaku. Sredi maja pa bo v Mariboru športna pomlad ena večjih rekreativnih prireditev v Sloveniji. Tudi letošnja, že 10. po vrsti, prinaša nekaj novosti. Pred 9 leti je ta športno-rekreativna prireditev trajala 2 dni. Izvedli so jo na igriščih športnega društva Železničar. Letošnja bo, tako kot nekaj zadnjih, trajala 10 dni, rekreirati pa se bo možno širom Maribora. Pričeli jo bodo 9. maja z revijo plesnih šol oziroma z nočnim tekom na Kalvarijo. Zatem bo sledila prva novost. Vedno se izbira neki glasbeni talenti, gledališki in vse ostalo. Mi tukaj smo rekli, da bomo zbirali športnega talenta, glede na to, da je to športna pomlad, razpisi za vse te dogodke, kjer se lahko prijavljajo. Vsi, ki so zainteresirani, so že šli po šolah. Lanskega 10-dnevnega športnega festivala se je udeležilo okoli 26.000 posameznikov. Zanje so programe pripravili v 45 mariborskih klubih oziroma društvih. Samo, če vsi stopimo skupaj, lahko
iz tega precej potegnemo in dejansko šport, ali pa da rečemo še športni turizem, je tudi lahko povemo prihodnost Maribora in s tem moramo nadaljevati. Športna pomlad pa je živ dokaz za to. Dobrodelnost postaja sestavni del športne pomladi. Z zbranimi sredstvi iz dogodka na Mariborskem otoku bodo osrečili 2 mladostnika iz Mariborskega mladinskega doma. Ob 10. uri se bo začel skupinski družinski tek, ki bo netekmovalne narave v dolžini nekje 300 metrov, tako da lahko vsaka družina, tudi z vozički so bili lani otroci, pride zraven in že otroke navaja na zdrav način življenja in gibanja v naravi. Nogometaši bodo v športnem centru Marinko Galič zbirali denar za otroke, ki si v šolah ne morejo privoščiti malic. Odločila sva se, da bomo v okviru športne pomladi priredila humanitarni nogometni turnir za rekreativne igralce. Ta se bo odvijal 17. maja, torej zadnjo soboto. Sam naziv bo Nogomet podari 5. Športna pomlad obljublja veliko. Tisti, ki radi tekmujete, pa se boste lahko pomirili v lokostrelstvu, raftingu, biljardu, nogometu, badmintonu, šahu, atletiki in številnih drugih panogah. V pregledu mednarodnih novic pa tudi o dogajanju na najvišji gori sveta, protestih v Braziliji, najprej pa o izrednem stanju v Ukrajini. V Ukrajini so razmere še vedno napete. Ukrajinski začasni predsednik Oleksandr Turčinov je ukazal nadaljevanje vojaške akcije proti proruskim protestnikom, ki zasedajo upravne stavbe v več mestih na vzhodu Ukrajine. Odločitev je Turčinov sprejel potem, ko so našli trupli 2 Ukrajincev, ki naj bi umrla po hudem mučenju. Ameriški zunani minister John Kerry je v telefonskem pogovoru z ruskim zunanim ministrom Sergejem Lavrovom Rusijo pozval, naj proruske protestnike prisili, da se ti umaknejo iz zasedenih poslopij. Kerry je Rusijo pozval tudi, naj umiri retoriko do Ukrajine, sicer se bo soočila z novimi sankcijami. Predstavniki palestinske osvobodilne organizacije in gibanja Hamas so sinoči za zaprtimi vrati dosegli dogovor o oblikovanju vlade narodne enotnosti, ki naj bi jo sestavili v prihodnjih 5 tednih. Vlado narodne enotnosti so sicer Palestinci poskušali sestaviti že večkrat, a so doslej vsi poskusi spodleteli. Iz trupla potopljenega južnokorejskega trajekta so potapljači potegnili nova trupla. Število žrtev nesreče se je tako dvignilo že na 150, še približno toliko ljudi pa je še pogrešanih. V bližnji športni dvorani so postavili oltar, kjer se ljudje lahko poklonijo spominu žrtev nesreče. Ameriški predsednik Barack Obama je danes v Tokiu začel že 5. turnejo po azijskih državah, med katero bo poleg Japonske obiskal še Južno Korejo, Filipine in kot prvi predsednik Združenih držav po Lydonu Johnsonu še Malezijo. Obisk je namenjen poudarjanju pomena regije in tamkajšnjih zavezništev za Združene države Amerike. Pred njegovim prihodom na Filipine so tam pripravili številne proteste. V Copacabani, turistično priljubljenem delu brazilske prestolnice Rio de Janeiro, je v torek prišlo do spopadov med prebivalci ene od tamkajšnjih revnih četrti in policijo, pri tem je bil ustreljen 30-letni moški. Proteste je sprožila smrt 25-letnika, čigar truplo so prav tako v torek našli v šolski stavbi v favelu Pavao-Zinho, ki leži med predeloma Copacabana in Ipanema. Prijatelji umrlega so odgovornost za smrt pripisali policiji. Nepalski vodniki na Monte Everestu so napovedali, da bodo pobrali opremo, zapustili najvišjo goro sveta in se v letošnji plezalni sezoni nanjo ne bodo več vzpenjali. Na ta način bodo počastili svoje mrtve kolege, žrtve plazu, ki se je v petek otrgal na Monte Everestu. Nekateri vodniki so že zapustili bazo, drugi bodo v približno tednu dni pobrali opremo in odšli. V plazu je v petek umrlo 13 šerp, še 3 so ostali pokopani v snegu. In še vreme, jutri bo pretežno oblačno, ponekod v vzhodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek in soboto se bo nadaljevalo spremenljivo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Danes je svetovni dan knjige in Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ga praznuje ves teden. Drevi bo tako v več kot 70 krajih po Sloveniji in zamejstvu potekala noč knjige. Zvrstilo pa se bo kar 260 dogodkov. Tudi nocojšnja oddaja Tele1 bo posvečena knjigi. Vodil jo bo Zoran Medved, k ogledu pa vabljeni 5 minut čez 20. Nasvidenje.